Lep pozdrav, ste na kmetiji Ročnik, midva sva Marta in Gregor. Naša kmetija se ukvarja z prirejo mleka, intenzivno prirejo mleka. Kmetija trenutno obsega okrog 36 hektarov lastne zemlje, obdelujemo 40 hektarov, v hlevu je trenutno 65 krav molznic, vsega skupaj z mlado živino in z nekaj voli, ki so na paši, je pa okrog 150 glav. Kmetijo sva prevzela od Gregorjevih staršev, ki so jo nama predali leta 2009. Odločila sva se, da bo najina glavna dejavnost pridelava mleka in si tako tudi zagotovila službo doma na kmetiji. Imava dva otroka, Johana in Davida, ki sta stara 14 in 10 let in bosta v nadaljevanju tudi ona dva kaj povedala. Leli Astronaut smo vgradili leta 2012 A4. To nam je spremenilo, lahko rečem, življenje. Mi smo prej molzli na star način, krave so se tudi dobro navadile, povečali smo mlečnost in čez nekaj let, koliko let, smo že v bistvu zamenjali A4 za A5 in ta odločitev je bila prava, ker pač robotna molze od 2800 do 2900 litrov na dan, kar je za nas skoraj maksimum in smo zelo zadovoljni, da nam ni treba fizično natikati sesnih enot in da to naredi robot v 24 urah in namolze tako količino mleka. Za Leli Astronaut sva se odločila predvsem iz razloga, ker smo v tistem času gradili nov hlev. Želela sva si kmetijo res posodobiti in tudi si olajšati svoje delo. V tistem času, v letu 2012, ko smo mi pač gradili nov hlev, sicer v Sloveniji še ni bilo veliko takšnih robotov in tudi kmetje niso verjeli, da lahko molzni robot res dobro deluje. Zato sva si ogledala dobre prakse v tujini in to je pripeljalo do najine odločitve, da molzni robot lahko namolze tudi veliko mleka in da imajo krave tudi visoko mlečno produkcijo. Kot vsak prehod na drug sistem je seveda težaven, je pa veliko odvisno od človeka, kak si sam in kako imaš krave rad oziroma kako so krave mirne. Ta prehod je treba jemati resno, počasi in lahko rečem v roku tedna do 14 dni se večina krav navadi na ta sistem, ko pa mine en mesec, pa lahko vidiš, da v bistvu krave obožujejo robota, ker je pač sistem dokaj res dobro nared, da kravam paše to. Najboljši je pa seveda za tiste mlade krave, ki prej niso na drugem sistemu in se tudi lažje navadijo, da grejo kot prvič že v Leli robot. Zagotovo je bil najprej prehod stresen, bolj za nas kot za krave, ker pač smo gradili nov hlev in smo res težko čakali, da je bil ta hlev gotov. Potem pa, ko smo krave vselili, se je seveda pač začelo to obdobje za nas, da smo krave pripravili do tega, da so hodile same na molžo, saj naše krave so bile predhodno v starem hlevu privezane in zato je bil to pač še malo večji stres. Ampak lahko rečem, da krave so se po tem določenem obdobju, po nekih 2 tednih, dobro navadile in vedno več je bilo krav, ki so se same molzle. Ja, kvaliteta mleka se je vsekakor po uvedbi molznega robota izboljšala, saj robot krave zelo dobro očisti. Seveda vsak kmet mora poskrbeti, da tudi tam, kjer pač krave ležijo, da so ta ležišča čista in jih tudi zato Leli krtačo pripravi, da krave potem dobro spustijo mleko. Ker se krave večkrat dnevno molzejo, se potem tudi te somatske celice se avtomatsko znižajo, sploh pri kravah, ki imajo večjo količino mleka. Kar se tiče uvedbe robotske molže,
lahko povem, kar sem že večkrat povedal tudi svojim prijateljem pa sosedom, da nam največ to pomeni ta fleksibilen delovni čas, da če pač imaš neko obveznost ali fešto ali zdravnika ali karkoli, lahko narediš to delo prej oziroma kasneje, dnevna produkcija oziroma sistem v hlevu, molža in zdaj še krmljenje pa poteka normalno. Brez robota si ne predstavljamo več funkcioniranja naše kmetije. To, da nam res molze in opravlja to res zahtevno in stresno delo. V današnjem času žal je vedno več pomanjkanja delovne sile. Vsak človek tudi ne zna opravljati tega dela in brez robota si ne predstavljamo več delovnega procesa naše kmetije. Zagotovo smo z servisom zadovoljni, nasploh najbolj pomembno nam je, da se preventivni servisi opravljajo redno in posledično potem tudi ni napak na robotu in da robot v vmesnem času neprestano deluje. Lahko povemo iz izkušenj, da vsak nov leli robot, ki pride ven, se pravi, mi smo začeli z leli 4, lahko rečem, da z leli 5 je teh klicev na pomoč ali pa po noči res zelo malo in v bistvu lahko rečem, da skoraj nično. Da če ne delaš preventivni servis in preventivne stvari, narediš pravi čas, pol, če ni kakega hujšega izpada elektrike, ni nekih težav. Ja pač leli robot priporočam vsakemu, ki si gre resno pri rejo mleka in je v bistvu zaposlen na kmetiji, ker bo pač zmanjšal, začetna investicija je velika, ampak skozi leta se ti pa to povrne za zdravje krav in za večjo količino mleka. Mi verjamemo, da z leli robotom se lahko namolze veliko več mleka, kakor s klasično molžo na molzišču, saj krave se molzejo večkrat na dan in avtomatsko potem namolzejo na dan več mleka. Lahko pa povemo tudi to, se pohvalimo z našo kravo Dajano, ki žal ni več med živimi, ampak je bila stara 12 let in namolžila 140 000 litrov mleka. Bila je objavljen prispevek tudi v Holstein International. Ta krava je dosegla rekord dnevne mlečnosti 83 litrov na dan z 6-kratno molžo. To je naša krava rekorderka, ki imamo tudi potomke od nje in smo lahko na njo zelo ponosni. Naša kmetija je tudi ena najboljših v mlečni produkciji v Sloveniji. Dnevno trenutno namolzemo kar 2800 do 2900 litrov mleka. Trenutno molzemo okrog 60 krav in naša mlečnost je okrog 47 litrov po kravi na dan.